Razlog za sklic seje je predlog strategije intenzivne medicine, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj. Ključna stvar je, da to tudi v zakonu sploh ni določeno, kaj bi pomenila lokalna bolnica. Vsekakor pa po našem mnenju gre za krčenje programov in pa seveda tudi na dolgi rok sistematično onemogočenje dodatnega razvoja. Mi ocenjujemo, da v primeru sprejema takšne strategije, kot je, to pomeni bistveno slabšo oskrbo pacientov Posavja na sekundarnem nivoju. Hribarjeva ob tem dodaja, da predlog strategije med drugim pomeni manj kadra za oskrbo bolnikov. Torej, strategija predvideva zagotavljanje zdravnika 8 ur dnevno, ostalo pa pripravljenost. To je praktično za organizacijo dela v naši bolnišnici nemogoče, saj potrebujemo zdravnika ves čas, glede na to, da imamo kirurški oddelek, urgentni center, interni oddelek, ki so največji uporabniki seveda tudi intenzivne medicine. V brežiški bolnišnici predlog strategije razumejo tako, da ukolikor pacient potrebuje daljšo oskrbo od 24 ur, se ga premesti v drugo bolnišnico. Problem strategije je, da ne opredeljuje, kam naj bi te paciente transportirali niti na kakšen način. Kar pa je za bolnišnico Brežice absolutno nesprejemljivo, ker imamo dokaj slabe izkušnje z premeščanjem pacientov na katerikoli nivo v državi. Namen izredne seje Sveta regije Posavje je bil pripraviti skupna stališča, s katerimi bodo usklajeno zagovarjali interes razvoja brežiške bolnišnice. Svet se je na ponedeljkovi izredni seji namreč sestal na podlagi za v četrtek sklicane izredne seje Odbora za zdravstvo v Državnem zboru. Zaenkrat smo povabljeni na odbore in se bomo seveda tudi udeležili odbora. Jaz verjamem, da se bojo tudi z ostalimi bolnišnice, kjer so prav tako nekako na udaru. Vemo pa, da vsak minister, ko pride, najprej seveda želi nekako poseči v delovanje bolnišnic najmanjših, kot so Brežice, Trbovlje in pa Ptuj. In jaz sem prepričan, da z reorganizacijo ali pa z bilo kakšnimi takšnimi spremembami sigurno slovenskega zdravstva ne morejo rešiti in tu gre več ali manj za neke kozmetične želje po nekem reševanju, na dolgi rok pa predvsem za škodo Posavcem in pa predvsem ljudem, ki tu živimo. Stališča bodo podprli tudi posavski poslanci. Ja, jaz najprej na današnjem sestanku pričakujem, da se bomo pogovorili o tem, katere so tiste točke strategije, ki so najbolj kritične. O tem nas bo obvestila direktorica splošne bolnišnice. Na seji Odbora za zdravje pa pričakujem seveda, da se bomo Posavci zavzeli za skupne interese. To je zato, da se ta bolnišnica ohrani takšna, kot je, s takšnimi programi, kot jih ima, ali pa ne mara tudi celo s kakšnimi novimi programi. Na četrtkovo sejo je vabljen tudi strokovni kader iz brežiške bolnišnice. Ja, jaz mislim, da bo prispevala k širši družbeni obravnavi tega področja, ker mislim, da ne gre zgolj za eno področje, majhno področje dela na področju zdravstva, temveč za eno strateško spremembo na področju zdravstva. Zato mislim, da je širša razprava potrebna. To se bojim, da se bodo izgovarjali na to, da tle ne gre za politično odločitev, ampak za strokovno, ker je to pač strategija, ki jo določajo zdravniki, internisti in podobno. Skratka, izgovarjali se bojo na razne strokovne argumente. Jaz pa pričakujem, da bomo vsi toliko enotni, da bomo vendarle opozorili na to, da s tem, ko jemlješ določene programe, da s tem siromašiš tudi finance bolnišnice in ne nazadnje s tem samo bolnišnico. Svet regije Posavje je na izredni seji potrdil vseh 5 predlaganih sklepov, med drugim zahtevajo, da mora zdravstveno ministrstvo pred sprejemom sistemskih sprememb na področju zdravstva, ki jo obravnava predlog strategije, zagotoviti široko in temeljito javno razpravo.